28. januar 2023, navaden zimski dan v dijaškem kampusu na jugu Kitajske. Tistega dne se je hišnik sprehajal s svojim psom po tem ogromnem parku dijaškemu. Pes je nenadoma začel vleči proti enemu dreves ob ograji. Najprej moški mislil, da je pes zavohal kakšno žival. Ko pa se je približal, je med vejami opazil nekaj temnega, kar je viselo z drevesa. Šele ko je prišel čisto blizu, je postalo jasno, da to ni kos oblačila ali vreča. Na drevesu je viselo človeško truplo. Čau vsem, pozdravljeni na ta kanal Alenke Trogrlič ali pa Alien Mame, kakor hočete. Danes nas čaka ni lih true crime, zaradi tega, ker je na nek uradno je rešen, zaključen primer. Je pa zanimiv z tega vidika, ker je bil tako sumljiv, da še vedno ogromno ljudi ne verjame, da to ni bil true crime, zaradi tega, ker je zaključen basically kot samomor. Zato bomo šli čez ta video, da boste lahko vi zraven mozgali in razmišljali, kaj vi mislite, kaj bi lahko bilo, ker teorije zarote pri temu primeru so insane. Še ena stvar, ki ga razlikuje drugih primerov na tem kanalu, je mogoče to, da ni pri nas se odvil, ni v Evropi, ni v Ameriki, kakor ponavad, ampak je z Kitajske in je večkrat drugače, ker že glede viralnosti se je ta primer zgodil na Kitajskem in ne tukaj in je manj informacij prišlo do nas, oziroma praktično nič, tako da bo za vas verjetno nov primer. Morate pa štekati, da je bilo na Kitajskem je bil ta primer viralen, vsi so ga poznali, vsi so o tem govorili, tako da mi je zanimivo, da kdaj pripeljamo še kaj iz vzhoda. Gremo v provinco Jiangxi, pojma nimam, če to zdaj mesaram narobe, v bližini mesta Šangrao. Ko so najdeli to truplo, je policija takoj zavarovala območje. Območje, o katerem govorimo, je dijaški kampus. Tudi ta fant, ki so ga najdeli, je bil 15-letni dijak tega kampusa in teh šol v tem območju. Truplo je bilo takrat najdeno v ekstremno razpadlem stanju. Govorimo o truplu, ki so ga najdeli po obsežni iskalni akciji 3 mesece kasneje. 3 mesece ga niso najdeli, ker bo samo po sebi najbolj bizarna stvar tega, ker so to preiskali milijonkrat, ampak ga niso najdeli. Ko so ga najdeli, je bil v najbolj razpadlem stanju, koža je postala leder, usnjena, pač res, obupna situacija. In takrat so se milijoni ljudi, ki je šlo to viralno, sprašvali, kako je to možno, kako je dijak na lastnemu kampusu zginil in ni bil najden 3 mesece, čeprav je bil na precej očitnem mestu, 200 metrov preč od tam, kjer je zginil, pa še šlo je za internat. Internat kot nekaj, ki je takrat pri njih zbujal ful veliko potem sumničavosti, kaj so nam skrivali, kako je lahko ob toliko kamerah, ob toliko paznikih, ob toliko učiteljih prišlo do take tragedije in kaj je v resnici v zadju. In to se bomo sprašvali tudi mi danes. Zdaj pa čim bolj kronološko ta primer. Fantu, ki je žrtev tega videa, je ime Hu Yingsu, mi ga bomo klicali samo Hu. Hu. Star je bil 15 let, ko je prišlo do te tragedije, rojen je bil v tej provinci Jiangxi, kjer je bil tudi ta šola, pač v isti provinciji potem ta internat. On je začel ta internat obiskovati leta 2022, potem 2024 se je zgodila ta tragedija in šlo je za internat, ki je bil zelo zaprt. To je ko je okrog in okrog taka gromozanska ograja, torej ven in noter. Ne moreš priti tako, da preplezaš, lahko greš samo čez glaven vhod, tak zelo velik, je namenjen temu, da tja pridejo, ne vem, starši ali pa kakšni obiskovalci ali pa kakšna posebna dostava ali pa bilo kaj pomembnega ali pa če grejo ven na izlet ali pa kakorkoli. To je ta glavni vhod, potem je pa še en stranski zunanji vhod zadaj, tak manjši, za pač random, na hitro, če je nekomu bliže, da gre tam ven, take manj pomembne osebe, ki pač ne vejo, da je tam ta izhod, vhod, kakorkoli že. Je pa to zasebna internatska šola in tam torej oni tudi živijo, obviously. Narejene so tako sobe, da so po 2 pograda noter, eden zgor, eden spodaj in potem mini sobica, tako kot pri nas basically v študentskih domovih, saj jaz sem v študentskem domovu in je zelo tipično, da imaš pač svojo poslo in zraven je še od cimra posla, pri njih je bilo podobno, samo da je v obliki pograda. In ena zanimiva stvar, ki jo tukaj vredno izpostaviti, je to, da včasih ni dijak živel z dijakom, ampak je živel mogoče s svojemu staršem. Tukaj pa pridemo do njihovega sistema na Kitajskem, ker je drugačen od našega, v smislu, pri njih je šolanje zelo pomembno in tudi visoko doseganje ciljev. Pri njih je zelo pomembno, da si ekstremno priden učenec, da boš ekstremno priden delavec, da boš ekstremno dobro služil, da so ekstra delovni, to pač vemo. In se mi zdi, da je veliko večji pritisk kot pri nas in včasih so starši prišli z njimi živeti samo iz tega vidika,
da bojo oni poskrbeli za vse ostalo. Da bo on lahko se izključno samo učil non-stop in samo v šoli razmišljal, da potem starška mogoče, mami njegova zraven na pogradu z njim stanuje, da bo prala, skrbela za hrano, da bo šla v trgovino, da mu bo cunje zložila, da bo vse, kar je možno, poskrbela ona, da se on pridno uči. Ker to ni internat, kjer ti pač zjutraj imaš, do enih pouk in si poj frej in se zabavaš, je veliko bolj strogo, imaš te navadne urnike in potem mogoče malo frej, pa valjda za jesti, pa menze, pa kakšno igrišče, ja, ampak potem imaš pa zvečer spet nadaljne ure skupaj z učitelji, ne da se sami učijo, ampak nekakve večerne ure pouka. Tam je res intens. In tudi pritiski na te dijake so veliki. Kakor smo rekli, bi tukaj star 15 let, torej je lik dobro prišel na to šolo. Je pa prišel tudi po enem predvsej težkem obdobju, več o tem bom pa povedala, on je prišel po obdobju korone zelo kmalu in korona je bila zanj težko obdobje in tudi, ko je prišel na to šolo, je rekel svoji mamici, ki ga je moldovala, kao da grem s tabo, ti bom pomagala, bom s tabo živela. Je rekel, mami, ne, please, hvala, super si, ampak jaz bi rad sam to izkusil. Jaz bi rad tukaj sam živel, da probam nekaj novega, da mečkam začutim tega lifea, da bom mečkam spremembe od doma, ne. To si ful želel in tudi on ni bil tisto otrok, ki mu rečeš ne id, ker bojo zik težave. On je bil res tipičen priden fant. Tako zelo priden, tudi on, ki je doma živel, je svojo babi ves čas hodil biskvit in jo je potem vodil na sprehode. In to niso bili kratki sprehodi, ampak tako res, po večkrat na teden je šel k njej, ona je bila v invalidskem vozičku in jo je potem poribal kilometre in milje daleč, zato da sta bila skupaj, da je ona videla čim več, taki res dolgi sprehodi. Res je bil priden, ocene je imel fenomenalne, tako res super fant, zato mu tudi mami potem rekla, ok, ni panike, pej ti samo internat, važno, da boš pač priden in to je to. In je šel. Njegovi sošolci potem kasneje so ga opisovali kot dijaka, oziroma kot kolega bolj introvertiranega, tihega in takega omaknega, bolj sam zase se je držal. Zdaj gremo pa na to jesensko popoldne 14. oktobra, torej tukaj so bili predvidevam, da isto, ko mi začnemo, tako da so bili v šoli, ne vem, šele drug mesec realno v internatu in tistega dne potem nam bojo veliko pomagale nadzorne kamere. Veliko bojo pomagale, veliko pa ne bojo, ker se čudežno na eni točki izklopijo, ampak ja, nadzornih kamer tukaj ne bi bilo nekih 119 po celem kampusu, to je ogromno področja pokritega. Če ni vse pokrito, je pa ogromno pokrito. In je že to bizarno, koliko malo ga imamo na kamerah, ampak še vedno nekaj imamo. In sicer ob 17:49 popoldne je zadnji moment, ko on gre iz ne vem katere stavbe. Obstaja posnetek, upam, da vas z editorjem najdla. In to je tudi zadnji moment, ko je on ujet na katerikoli kameri, kadarkoli v lifeu, ker potem zgine, izpuhti. In od tam naprej to rata najbolj bizaren primer praktično pogrešenih oseb takrat na Kitajskem, ker preprosto izpuhti med 119 kamerami. Nikjer več ni potem, ne v parku, ne v zunaj, nikjer pač zgine. Zadnja lokacija, v bistvu, na kateri se je zadržal, je bil znotraj enega kampusa tak balkon, na katerem pač ni bilo lih kamere, tako da se ni videl in je potem šel iz tega balkona, se je videlo samo še ven in od korakov in to je to. Zvečer se ni pojavil, kakor sem prej omenjala, so imeli te večerne ure študija za učitelji in se ni pojavil na te svoje ure, na katerih naj bi bil. Že dejstvo, da so to takoj opazili in takoj nagnali neke vrste ne paniko, ampak iskanje, se vidi, da je to bolj strogoten. Pri nas mogoče bi malo rekel, kje pa je in bi vsi rekli, ne vem, šprica, a veš, tam je bilo to res ok, kje pa je, to je nesprejemljivo, pač tudi če že kdo zamudi par minut ali pa nekomu drugemu sporoči, ni bilo normalno, da pač dijaka ni, ne. In so takrat že bili tako, učiteljica je šla ven in bila ful dolg na telefonu in ne vem, ne vejo še zdaj dijaki, kaj točno se je pogovarjala, ampak nekako po tem, ko njega ni bilo na te ure, so začeli iskati. Iskati so začeli logično po kampusu in valjda tudi v njegovi sobi. In v njegovi sobi njega pač ni bilo, so bili pa njegovi osebni predmeti, taki glavni, kot so denarnica, telefon, vse tisto, kar ne bi nekdo imel pri sebi. Valjda, če greš na sprehod, tega ne vzameš, kar ne rabiš, če bi pa primer, da bi hotel pobegant, več kot očitno to vzameš sabo, ne. Ena stvar, ki je manjkala, je bil njegov diktafonček, to je tista mini napravca, na katero je on snemal predavanja, ker je bil pač tako priden, da ko je to posnel, je prišel dan in se je to predvajal znova in znova, da pač si čim bolj zapomnil učno snov. Naslednji dan, 15. oktobra, je bil on označen javno za pogrešano osebo. Prve stvari, ki so tukaj zbudile sum, da nekaj ne štima, je to, da so starše obvestili šele 5 ur kasneje, potem, ko je bil on pogrešan. Meni osebno se to zdi zelo normalno, ker pač če 15-letnika 5 ur ni, oziroma ga 5 ur iščejo, pa takoj so ga začeli iskati, pač lahko je milijon stvari, ki je, nekam se je zavlekel na enem WC-ju, mogoče nekaj joka, mogoče je šel na dejt na skrivaj, a veš, milijon stvari.
ne boš vsakič, ko nekoga ni na večerno uro pouka, valjda ne boš klical, ne vem, policije in staršev, ampak ja, po 5 urah se meni zdi dokaj tako primeren čas, ne vem, kaj vi mislite. Naslednji dan je pa potem javno prijavljen kot pogrešana oseba. Potem se začne iskalna akcija. Ena stvar, ki bi tukaj še izpostavila, je to, da tudi njegovi starši so bili zaradi tega zelo jezni, ker ta iskalna akcija ni bila sprožena kot zločin, da iščejo, ne vem, krivca in storilca in da raziskujejo zločin, ker to je bolj intenzivno raziskovanje, ampak so to sprožili kot pogrešana oseba, torej bolj v smislu, kot da je nekdo pobegnil, kot da je on preprosto šel od korakov, whatever, ne da se mu je nekaj zgodilo. Njegovi starši so bili zaradi tega razočarani, jezni in so ful pušali, da bi to spremenili v drugo obliko akcije, v smislu bolj intenzivno, ziher ga je nekdo ugrabil, pejte v akcijo, Jaz razumem obe strani, če ni bilo niti enega znaka, da bi njega kdo ugrabil, da bi bilo kaj nasilnega, da bi ga kdo odpeljal z nečim. Ja, se mi zdi bolj normalno, da grejo po teh standardnih korakih, razumem pa tudi starše, da so hoteli čim bolj intenzivno ga poiskati, ne. So bili pa prepričani, da ni sam kar šel, ker ni bilo kao nobenega smisla, ker je bil vesel, ker je bil priden, ker so se doma razumeli, ker bi kaj sporočil, ker ni bil samomorilen itd. V naslednjih tednih so preiskali kampus, bližje gozdove, polja in industrijska območja okrog šole. V iskanje so vključili policijo, reševalne ekipe, pse slednike, drone, prostovoljce in tudi tiste kamere, ki iščejo toploto, ko se že reče infra, whatever. Nič od tega. Droni, psi vohljači, kamere za toploto. Nič od tega ni najdel njegovega trupla na drevesu, ki je bil 200 metrov preč od njegove zadnje lokacije na kameri. Pač noro, meni je to noro, ampak ja, kljub temu huja niso našli. Zato je ta primer toliko weird in še več weird stvari boste slišali. Še ena stvar, ki se pri tem primeru zgodi, je, da je njegova mama začela ful objavljati na socialna omrežja. Kakor vemo, pri njih, prav tebe, če se motim, pri njih TikToka ni, je pa nekaj drugega, ki je alternativa in ona je začela tja gor ful objavljati. Ful veliko stvari, veliko njegovih osebnih zapiskov, veliko njegovih misli, veliko tega, kaj ona razmišlja, veliko je obtoževala učitelje določene, ker spet razumeš starša, ki na svoj način žaluje in je v paniki in pač hoče rezultate in po drugi strani je bilo to javno v medije in so milijoni ljudi, sploh Kitajcev, so začeli toliko nore teorije raziskovati in vsak njegov zapisek izves, ko je bil že nekaj pomenil in dobesedno, če je on neke čudne številke napisal v zvezek, so ljudje prišli z idejo ven s teorijo, da so temperature, pri katerih so zažgali njegovo truplo. Pač ko bizarno je bilo, pravno že tu mač vsega. In potem konec januarja 2023 najdejo to njegovo truplo in potem je vse skupaj ratalo še bolj čudno. Truplo so našli med visokimi drevesi in eno steno, ki je bila taka opečna, rdečkasta in če sem prav razumela, da enkrat je tako stopnica vmes v tej steni in da je bila tudi ta stena značilna po tem, da so pač dijaki tam skakali in so jih velikokrat pač učitelji kao podili dol oziroma naj pazijo ta območje, da ne bojo tam gor skakali, ker je nevarno. Iz tega razloga je še toliko bolj čudno, da ga niso prej najdeli, če so tam, da kako 3 mesece po nobenega tam ni bilo, pač tu nima smisla. Najdeli so ga tako, da je bil obešen na svoje lastne vezalke iz čevljev. Visel je torej za ene tu dol. V bistvu, kot da bi sam sebe zavezal za vezalko, torej 2 vezalke skupaj in potem se vrgel dol na ta način, da pa za drevo gor zavezal, pa se vrgel dol na ta način, da bi pač si vzel življenje. Zraven njega je bil potem najden tudi ta njegov diktafonček. In gor so bili tudi posnetki, ampak več o tem kasneje. Posnetki, ki so pomembni za ta primer. Posledično pridemo do teorije zarote, ker je preveč čudno vse skupaj, ampak ja. Prva teorija, že ta vas bo fascinirala, ki se ji reče tudi The Camera Black Hole, torej črna luknja teh kamer tam. Kot sem rekla, čudežno so določene nehale delovati. In toliko tiste, ki so za primer pomembne. Tiste, ki bi videle tisto območje, kam je on šel in tiste na glavnem vhodu, so za teh nekaj ur vmes čudežno nehale delovati. Ampak, ko je policija to raziskovala, so lahko potrdili, da ni šlo za namerno brisanje posnetkov, baj se to vidi, na tem sistemu, ampak je šlo za dejanski glitch. Zdaj ne vem, kako drugače bi lahko še glitch sprožili, ampak dejansko je bil glitch in ni bilo uporabnih posnetkov, na katerih bi lahko potrdili ali pa opustili, ali je on šel kaj ven, ali je kdo odpeljal, ali je bilo kaj drugje to truplo, ali je že skozi tam bil, ne vemo. Še ena stvar, zaradi katere so se tukaj starši ful pritoževali, je bilo, ker so hoteli videti, kaj se je z avti tam dogajalo, kateri avtomobili so v tem pomembnem času izginotja šli ven in noter, a bi ga lahko kakšen od teh avtov odpeljal, v katerem avtu bi lahko on sam pobegnil, bilo kaj. In mislim, da 12 od 13 avtov so spucali, so rekli, smo preverjali osebe, vse je cool, nimajo nadzraven, bla, bla, bla. Pa je pa en večji, lihko je imel take temne šipe in malo večji bil kot en SUV, nekaj tacga. Tega pa potem niso nikoli
pol mogli razčistiti, kdo je bil in kaj tam delal, in potem so valjda starši na polno se sekirali, kaj če je bil naš otrok hulih v temu kombiju, a ne. Ok, druga teorija, ki nas pripelje v veliko drugih spet teorij zarote, je teorija 226 metrov. Kot sem rekla, 226 metrov preč je bilo truplo najdeno. Kako ga niso najdle toplotne kamere? Psi vohlači. To truplo je tam viselo 3 mesece. A veste, kako mora to smrdeti? A veste, kako to veter zapiha? Jaz mislim, da bi mogli smrdeti dobesedno do šole, ne pa da ga niso najdel 3 mesece, pač to je noro. To območje je bilo večkrat preiskano. Kako ga je potem najdel rednom hišnike, psa sprehajal in ga je pes potem zavohal? Veš, nima smisla. To nas potem pripelje do tretje teorije, the late placement theory, oziroma teorija poznega premika trupla. Ogromno stvari na to kaže. Torej, truplo ni bilo najdeno 106 dni. Z vidika tega, kakšna obsežna je bila ta iskalna akcija, je toliko težko verjeti, da bi truplo tam viselo in da ga nihče ni videl, zavohal, opazil. Zato se enim zdi, da je veliko bolj logično to, da so ga naknadno tja prinesli. Zdaj, zakaj bi ga pa naknadno tja prinesli, je pa spet ful pod teorij, ki so ultra zanimive. Recimo teorija njegovih vezalk. In ta se mi zdi tudi pomembna. Ker če ste vi isto pomislili, da se obesiš z vezalkami iz svojih čevljev. Kakšne vezalke morajo to biti, da držijo truplo tam 3 mesece v zraku? Pač meni to nima smisla. On sicer ni bil velik ali pa debu, ampak je bil tak zelo razmeroma normalno velik mlad moški in ne pač debu, ampak tako, še zmer, kako te vezalke toliko časa držijo. Sploh, če se je on zavezal in se je potem vrgel dol, da je pač bolj uspešno končal svoje življenje, kako to kar vzdrži vse skupaj vezalke. Pač ne vem, bizarno mi je. Potem je teorija the clothing detail, oziroma detajli pri oblačilih. Ena stvar, ki je res crazy, je to, da je imel on živo dan isto stvar gor, in sicer tisto belo majico, to je imel tudi na kameri, in potem njegov temen hoodie, ki je bil pa na truplu oblečen popolnoma narobe. A.k.a. čisto krog obrnjena, torej da je bila kapuca spredaj, pa roke noter, in potem zadaj do konca zapeta zadrga. Takrat so dejansko poskušali nekako to narediti ljudje, so poskušali pač sami sebi zapeti, pač da se, ampak je bizarno in tudi tisti najbolj fleksibilni včasih niso mogli in so se spraševali pa kot prvo, zakaj bi to naredil? Zdaj razmišljam, zakaj. Zdajle sem mi klenknil, da mogoče, če bi mogoče delal samomor, recimo, da bi ga, to je vse špekulacija, da je mislil, da če ima spredaj kapuco, da ga bo manj zategnil. Sam zakaj, če hočeš samomor, hočeš hitreje umreti? Ne vem, v glavnem, to so res krute misli, a ne, ampak tako, to je edino, kar lahko pomislim, zakaj bi to naredil. In tudi, če kdo drug to naredil, tudi, če nekdo drug njemu to naredil, spet zakaj bi ga tako oblekel. Ne vem, napište, kaj mislite. Potem imamo pa teorijo ravnatelja in podravnatelja. Ena stvar, ki jo moram izpostaviti kot allegedly domnevno nepotrjeno, je to, da naj bi Hu imel tudi punco. In to punco naj bi šel on obiskat 2 ali 3 tedne prej na njen kampus, naj bi bil drug kampus, in takrat, ko naj bi on prišel noter v sobo, naj bi ravno podravnatelj te šole, kjer je on bil, oziroma tega kampusa, kjer je on bil, posiljeval njegovo punco. Zgodba gre tako, se pravi, domnevna zgodba, to ni potrjeno, ne gre tako, da bi naj mu podravnatelj zagrozil, da naj tega nobenemu ne pove. Punca je bila valjda v stiski in jokala in on je bil potem pod pritiskom, ali si uničiti življenje, ker če bo komorkoli povedal, recimo policiji, ga bojo pač itak iz šole vrgali in na nek način, mislim, verjel je, da bo šlo v njegovem življenju vse narobe in tam je šole ni ful pomembno in ful je bilo prešarja, kaj zdaj narediti, in ni mogel tudi živeti s to idejo, da je videl to posilstvo. In pač zgodba gre tako, da naj bi imel valjda ravnatelj in ta podravnatelj nekaj naredila, ker spet to je pa dejstvo, to pa ni več domnevno, da sta bila ravnatelj in podravnatelj v sorodu. Torej dejstvo, da je ravnatelj verjetno poskrbel, da je bil podravnatelj sploh zaposlen. In eni menijo, da to je vse povezano, zato ker tudi zadnji osebi, ki sta bile na kamerah vidni, da greste v to sobo s kamerami, kjer bi lahko potencialno brisali posnetke nadzornih kamer, sta bile lih te dve osebi, ravnatelj in podravnatelj. Težava je, ker ne bi šlo pri kamerah za glitch, torej ne bi bilo to, da je nekdo namerno brisal posnetke. Teorija je zanimiva, ne moramo pa reči, že karkoli na tem res, sam pač ugibamo. Pa še zadnja teorija, taka spet zanimiva, naj bi imel Hu najbolj redko možno različico krvi. Tista, ki rečemo zlata kri, oziroma sem slišala pri njemu, da se reče panda kri, a kdo ve, v glavnem, najbolj redka verzija krvi in je velika verjetnost, da bi ga v bistvu izkoristili za to. In pač, a ne. Ja, mislim, ja, ta teorija tudi obstaja, da smo hoteli to kri dobiti, ker je mogoče nekdo
njen pomembnež v državi ali kdorkoli že jo rabu, nujno krvavo, dobesedno, in bi pač zato izkoristili huja. Ker so mogoče imeli kakšne teste na šoli in je vam prišlo to, da ima to kri in ga je nekdo izdal in ga so ga potem ugrabali in tralala in naknadno potem truplo dali tja. Tako, to so te glavne teorije. Ker pa hočem biti fair v svojih videih in da lahko čim bolj trezno razmišljate po svoje in z informacijami vsemi. Zadnja in meni tudi osebno mogoče glavna teorija bi bila pa to, da je WHO definitivno imel samomorilne misli, ker so tudi zabeležene na temu snemalniku, diktafonu, in tudi, ker je bil tam postavljen zraven njega na tistem zidu, ko se je on pač dol vrgel, so gor posnetki, ko on mozga, a bi pač si vzel življenje ali ne, in tako govori, joj, should I do it or maybe not, I don't know. Tako, prav dejansko je njegov mind track posnet gor, kaj je razmišljal. Spet, eni to izničijo s tem, da rečejo, lahko bi bil prisilen to povedati. Spet, če bi mu nekdo namerno vzel življenje, iz kateregakoli razloga bi mu lahko rekel in mu grozil, da ne to posname, a ne? Ker ta diktafon je bil res tako preveč nastavljen tam, da bi nekdo spet to hotel. Ful je opcije, o katerih lahko razmišljamo pri tem primeru. Je imel pa tudi v svojih dnevnikih in zapiskih kakšne take misli, da pač ne shaja dobro, da ni najbolj srečen v internatu, da se ne znajde, da je osamljen. In tudi on je imel hudo krizo med korono, takrat se je res že slabo počutil mentalno in ubijali ga to, ker je vse potekalo online in je bil izoliran, tako kot vsi ostali, samo pač kakšnim je bilo malo težje, takrat kakšnim malo lažje, ampak ja. To je tudi nekaj, kar je dejstvo. Tako da, zdaj pa mislim, da imate vse informacije, vse, kar sem jih jaz nabrala, in lahko napišete spodaj, kaj mislite, da se je huju zgodilo v resnici, oziroma kam vas najbolj vleče, v katero teorijo in zakaj. To je pa to za ta video. Se gledamo v naslednjem petkovem videu. Hvala, ker ste gledali. Tukaj vas še opozorim na moje najbolj aktualne in najbolj pomembne kode. Fragrance, Jim Beam in Svet užitka. Tako da pridni bote, radi se imejte, Ellen Mama out. Se gledamo v petek, bye!